V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dobrodošli in lepo pozdravljeni vsi, ki smo se danes zbrali na najlepšem mestu in najlepšem griču Novega mesta. To je Evangeličanska cerkev Dobrega pastirja Novo mesto. Pa poglejmo, kaj se bo dogajalo naslednji teden. Jutri, v ponedeljek ob 19. uri, bo cerkev odprta za molitve splošne in osebne. Med molitvami bo možnost zbranja psalmov in vrstic iz Svetega pisma. V sredo ob 19. uri bo bogoslužje namenjeno tematskem predavanju in diskusiji Svetega pisma. Tema sredinega predavanja bo, kako vem, da sem odpustil. V četrtek 10. oktobra ob 9:30 bo srečanje starejših sester. Naslednjo nedeljo pa bo ponovno ob 10. uri osrednje bogoslužje. Ta teden poteka tudi molitvena veriga, posta in vsi udeleženci lahko se prijavijo pri sestri Leji Brkić. Dopoldansko bogoslužje 20. oktobra odpade, saj bo tisto nedeljo popoldan ob dnevu reformacije Trubarijada ob 18. uri. Tiskana vabila lahko vzamete ob obeh izvodih cerkve in dajte povabljencem. Pesem, ki jo bomo zapeli, pravi: Le Bogu vsa slava in čas naj doni.
Biblično vodilo za današnjo nedeljo je iz knjige preroka Jeremije in pravi takole: Ozdravi me, Gospod, in bom ozdravljen, reši me in bom rešen, saj ti si moja hvala. V psalmu 147 pa beremo: Aleluja, zakaj dobro je prepevati našemu Bogu, zakaj prijetna je, hvalnica je primerna. Gospod, graditelj Jeruzalema, zbira Izraelove pregnance. On, ki zdravi potrte v srcu in obvezuje njihove ran. On, ki zvezdam določa število, vsem daje imena. Velik je naš Gospod in silen v moči, za njegovo razumnost ni števila. Gospod podpira ponižne, krivičnike ponižuje do zemlje. Zapojte Gospodu zahvalu, igrajte našemu Bogu na citre. Amen. K tem besedam, ki smo jih slišali, pa pripada molitev kesanja oziroma priznanja svojih grehov rekoč: Naš Bog in Gospod, ti nam ponujaš svoje prijateljstvo in milost. Vseeno pa se mi vedno znova odvračamo od tebe in te z našimi slabimi dejanji mnogokrat razočaramo, ko so naša srca napolnjena slabimi nameni. Hodimo svojo lastno pot, ki nas vodi v greh, strah in negotovost. Zato te prosimo, Gospod, usmili se nas. Prisluhnimo še besedam hvalospeva in milosti. Izkazoval bom milost, komur hočem biti milostljiv, in usmilil se bom, kogar se hočem usmiliti. Molimo. Dragi Bog, hvala ti, da si z nami in nas vodiš na poti našega življenja. Hvala ti za tvojo besedo, s katero ozdravljaš potrte, zlomljene, za tvojo bližino, ki je namenjena nam, ko je potrebujemo, tvojo pomoč in ljubezen. Gospod, ozdravi nas in bomo ozdravljeni. Pomagaj nam, naj občutimo tvojo pomoč, kajti ko ti ozdraviš nezdrave odnose, smo ozdravljeni. Ko smo utrujeni, nas poživiš. Ko smo na koncu svojih moči, nam podari nov začetek. Ko živimo brez upanja, nam podari novo življenje. Prosimo te tudi za vse, ki so telesno ali duševno bolni in trpijo zaradi različnih bolečin. Zaradi Gospoda Jezusa Kristusa ostani z nami. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli čudovito pesem, ki pravi: Tebi dajem srce in dušo, Gospod. Moja želja je,
ti dajem srce in dušo, Gospod. Le zate naj bo vsak moj dih, prav vse povsod, prav vsak trenutek moj. Gospod naj bo le tvoj. Drage sestre, dragi bratje, zbrali smo se kot družina za mizo, kjer bomo imeli čas za skupen obrok, druženje drug z drugim in z Bogom in edinost z vsemi kristjani po svetu. Jezus nas vabi z besedami: jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen. Po Kristusu nam je na voljo popolnoma nova razsežnost življenja. Danes imamo možnost, da ob Gospodovi večeri sprejmemo Kristusa, to Božjo ljubezen v svoje srce in v svoja življenja. Ko bomo z vero deležni njegovega strtega telesa in prelite krvi, bodo naše notranje rane in bolečine ozdravljene, naša duša pa osvobojena. Ta nebeški kruh je neminljiv, je neomejen, je hrana našega duha. Ta nebeški kelih še vedno teče z Golgote kot znak milosti in odrešenja in daje novo priložnost vsakomur. Po veri torej, draga cerkev, sprejmimo, kar je Kristus storil za nas. Po veri slavimo ozdravljenje, osvobojenje, odrešenje in odpuščanje grehov, ki jih je zagotovil sam Bog. In vsled izgradnji te edinosti nas vabim, da skupaj molimo molitev Oče naš, ki je molitev cerkve. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Saj tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. Naš Bog in Gospod, prosimo, posveti ta kruh in vino po svojem svetem duhu, da kruha in vina ne bomo deležni le z usti, ampak po duhu v veri, da bomo jedli od kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je sam Jezus Kristus. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Blagor tistim, ki so povabljeni na Jagnjetovo svadbeno gostijo. Vzemite in jejte od kruha življenja, to je Kristusovo telo za nas darovano.
Drage sestre, dragi bratje, ker smo eno v Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Vzemite in pijte iz keliha odrešenja. To je Kristusova kri za nas prelita. Drage sestre, dragi bratje, ker smo eno v Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se Ti za Tvoje odpuščanje. Ko smo jedli od kruha življenja, smo prejeli sladkost Tvoje milosti, da bi lahko tudi sami postali blagoslov za svet. Ko smo pili iz keliha odrešenja, smo sprejeli Kristusov DNK, da bi lahko postali sol in luč tega sveta. Amen.
Sedaj pa prosim vse otroke, ki bodo šli k verouku, da pridete naprej do mene. Vsi tisti, ki ste na galeriji, lahko pridete dol. Lahko pridejo tudi starši. Kaj ste lušni. Dragi otroci, za vas imam zelo lepo novico. Jezus, o katerem veliko slišite pri verouku, vas ima zelo rad. Veste, vsi imate mamico in očija. Vsi ste se rodili in takoj ste imeli toplo posteljico ali zibko. Tudi Jezus je imel oča in mamico. Ni pa imel tople postelje in ni imel tople odeje. Rodil se je v štalici. Kater mi bo povedal, kdo je grel Jezusa? Ovčke in kravice. Ko je odrasel, ni pozabil na otroke. Nekoč, ko je hodil po mestih in vaseh, je bilo okrog njega vedno veliko otrok. Veliko ljudi, ki so ga poslušali. Med njimi so bili tudi otroci, ki so hoteli priti do Jezusa. Kot odrasli so vedno bili jezni in so jim hoteli preprečiti, da bi prišli do njega. Jezus pa jih je videl in jim je rekel: pustite otroke, naj prihajajo k meni in ne branite jim. Vzel jih je v naročje, objel, položil na njih roke in jih je blagoslovil. Dragi otroci, tudi vas danes Jezus ljubi in objema. Vem, da ga imate tudi vi radi, zato zdaj pojdite s svojimi veroučiteljicami in prisluhnite, kaj vam bodo povedali o tem Jezusu, s katerim smo se pogovarjali. Amen. Dragi prisotni, ali se zavedamo blagoslova, ki ga imamo? In ta blagoslov so naši otroci. To je bodočnost sveta in to je bodočnost cerkve. Nadaljevali pa bomo z vrstico iz Jakobovega pisma 5:13, kjer pravi delček vrstice takole: če je kdo dobre volje, naj poje hvalnice. Ali z drugimi besedami, če je kdo vesel, naj poje hvalnice. V življenju imamo vzpone in padce, vesele in žalostne trenutke. Ta vrstica pa nas spodbuja, da v vseh trenutkih življenja, še posebej v trenutkih veselja, ne pozabimo na slavljenje. Veselje nam daje moč v življenju. Veselje je mreža ljubezni, v katero se lahko ujame žalostna duša. Kristjani imamo poseben razlog za veselje. To je gotovost zveličanja. Vemo, komu pripadamo in kam gremo. In naj to veselje vidijo ljudje okoli nas, da bodo spoznali, da je upanje in izhod iz še tako težke in neizhodne situacije. Ko se zanašamo na Božje obljube, vemo, da je naša prihodnost v njegovih rokah. Zato tudi v težkih trenutkih lahko občutimo veselje, ker vemo, da Bog nikoli ne zapusti svojih otrok. To veselje, srečo in hvaležnost bomo opevali v naslednjih trenutkih, kjer pesnik pravi: vsa zemlja je polna tvoje slave. In naj bo tudi ta prostor poln njegove slave in prisotnosti Svetega Duha. Svet si,
je bil Jezus v največji stiski in agoniji, je prosil Boga: Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, toda ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. In prisluhnimo tej pesmi v izvedbi slavilne skupine in kdor zna, lahko poje z nami. Sliši se več petja ptic, ne čuti se vonja cvetlic, se veter nosi glas njegov, boleč tvih Jezusov. Oče, če mogoče je, naj umakne krilice trpljenja mojega, ki moram piti ga. Oče, če mogoče je, Oče, če mogoče je, naj se vse zgodi, le tako kot hočeš ti. Gecimani, vrt kakor raj, zdaj žalosti postal je kraj, zdaj kaplje znoja Kristo že, ko Jezus voli, tam je čir. Oče, če mogoče je, naj umakne kilich se trpljenja mojega, ki moram piti ga. Oče, če mogoče je, Oče, če mogoče je, naj se vse zgodi, le tako kot hočeš ti. Oče, če mogoče je, naj umakne kilich se trpljenja mojega, ki moram piti ga. Oče, če mogoče je, Oče, če mogoče je, naj se vse zgodi, le tako kot hočeš ti. In volja se očetova zgodi, da rešena sva jaz in ti. Jezus, hvala ti, da si za nas nosil križ in sprejel trpljenje, ki bi moralo biti naše. Hvala ti, ker si v svoji neskončni ljubezni prenašal bolečine, zaničevanje in smrt, da bi nas odrešil greha in nas pripeljal bližje k očetu. Hvala ti za tvojo daritev, ki nam prinaša upanje, odrešenje in večno življenje. Pomagaj nam, da bomo znali prenašati preizkušnje in stiske, s katerimi se soočamo vsak dan. Naj vse sprejmemo z zaupanjem, da nismo sami, ampak si ti vedno ob nas. Amen. In pred Božjo besedo bomo pobrali še prostovoljno nabirko in naj bo blagoslovljena vsaka roka, ki daruje. Pesem pravi: Bog, slavim tvoje ime.
Milost Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z nami vsemi. Amen. Drage sestre, dragi bratje, spoštovani poslušalci in gledalci, ki nas spremljate preko zaslonov. Lepo pozdravljeni pri poslušanju pridige iz Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto. Naj najprej naše razmišljanje začnem z zelo preprostim vprašanjem, ki gotovo pogosto odzvanja v naših ušesih. Ali sem dovolj dober? Ali se počutimo dovolj dobre, dovolj uspešne, dovolj vredne, dovolj sposobne, dovolj ljubljene? V neki raziskavi, ki so jo delali v Veliki Britaniji konec leta 2019, so ugotovili, da se kar 8 od 10 mladih odraslih, starih med 22 in 38 let, ne počuti dovolj dobrih. Počutijo se pod pritiskom, da bi našli primeren partnerski odnos, da bi uspeli v karieri, dovolj dobro vzgojili svoje otroke, zadostili pričakovanjem staršev, vrstnikov in družbe. Zakaj pa je temu tako? Ker seveda, če nismo zdravi, lepi, mladi, uspešni, bogati, v uspešni starševski in partnerski vlogi, potem je pa baje z nami nekaj zelo hudo narobe. Vsaj tako nas morda tretira ta svet in družba okoli nas. Smo namreč kapitalistična, potrošniška družba, kar pomeni, da tradicionalni moralni kodeksi, pravila, zakoni in vrednote ne veljajo več. Velja le individualni uspeh in individualno ugodje posameznika. Pravzaprav gradimo narcisistično družbo, v kateri se več ali manj požvižgamo na socialna pravila, socialnost, ker družba itak stremi k doseganju lastnega cilja in ugodja. Zato res ne čudi, da se sprašujemo, če smo dovolj dobri. Veste, morda pa smo samo preveč kritični do sebe ali pa preveč nagnjeni k perfekcionizmu in se zato sami sebi nikoli ne zdimo dovolj dobri. Morda pa vprašanje in občutki, da nismo dovolj dobri, izhajajo iz nizke samopodobe, slabih izkušenj, ki smo si jih tekom življenja nabrali in se sedaj počutimo kot zgube, kot ljudje, ki niso dovolj dobri, da bi se imenovali ljudje. Zanimivo je to, da naši otroci pred spanjem poslušajo pravljice, ki jim jih tako zvesto beremo vsak večer in te pravljice imajo vedno dober, srečen konec. Medtem ko sami sebi prav tako vsak dan pripovedujemo zgodbo, ki nosi naslov, da nismo dovolj dobri in na žalost nima srečnega konca. Posledično nas je hitro sram. Iz preprostega stavka, da nisem dovolj dober, lahko zelo hitro zaključimo, da mislimo, da smo slabi. Ker pa smo slabi, nas je sram. Počutimo se nevredni tega, da bi nas imel nekdo rad. Tako kot se ljudje včasih ne počutimo dovolj dobre v odnosu s sabo in z drugimi ljudmi, se včasih tudi ne počutimo dovolj dobre, da bi stali pred Bogom. Podobno se sprašuje tudi pisec v našem današnjem odlomku, kjer se na prvo žogo zdi, kot da sam zase sprašuje, če je dovolj dober za Boga. Torej, kaj vse mora narediti, da bi postal vreden za Boga? In prosim, da ostanemo, dokler beremo vrstice iz Svetega pisma, prebrali pa bomo iz 6. poglavja knjige preroka Miheja, vrstice 6-8, kjer pravi takole. S čim naj stopim pred Gospoda? Se priklonim Bogu višave. Naj stopim preden z žgalnimi daritvami, z enoletnimi teleti. Mar se bo Gospod veselil 1000 ovnov, 10 000 potokov olja? Naj mu svojega prvorojenca darujem zaradi svoje pregrehe, sad svojega telesa za greh svoje duše. Oznanil ti je, o človek, kaj je dobro, kaj Gospod hoče od tebe. Nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš dobrohotnost in ponižno hodiš s svojim Bogom. Izvolite sesti. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in neminljivo besedo. Najprej nekaj besed o preroku Miheju. Pomen imena Mihej je v bistvu retorično vprašanje, ki glasi, kdo je kot Jahve oziroma kdo je
kot Bog. Odlomek, ki smo ga prebrali, je pravzaprav klic k socialni pravičnosti. Peter Tosh je že leta 1970 pel, da si vsi želijo miru, pa vendar nihče ne išče pravičnosti in pravice. Seveda smo ljudje izgubili mir v svojih dušah, zato se počutimo nepopolne in ne dovolj dobre. Izguba miru in ta občutek, da nismo dovolj dobri, pa pravzaprav izhaja iz prastare zgodbe pretrganega odnosa med človeštvom in Bogom ob prvem grehu in padu. Od tu tudi ideje o žrtvah, o darovanju, kar se skozi celotno staro zavezo kaže v obliki darovanja žrtev živali, ki so bile kasneje preusmerjene v edino zveličavno žrtev, v Kristusa, Mesija. Beseda mir ali šalom hebrejsko in njena grška različica kažeta, da se pravzaprav ta beseda nanaša na to, da sem nepoškodovan, zdrav, miren, celovit, obnovljen. Gre za občutek varnosti, popolnosti, zrelosti, zdravosti, celovitosti, harmonije, odnosnosti, blagostanja, prijateljstva, uspeha in prosperitete. Vse to pomeni beseda šalom. Še več, to pomeni sprava z Bogom, odrešenje, smisel. In zapis, ki smo ga prebrali, ta odlomek je nastal nekje v 8. stoletju pred Kristusom. To je bilo obdobje tako imenovane izraelske renesanse, ko so kraljestva Izrael in Juda uživala mir, prosperiteto, vsaj tako je izgledalo. V Severnem kraljestvu je takrat kraljeval kralj Jeroboam II., v Judovem kraljestvu pa kralj Uzija. In v prebranem odlomku imamo zelo jasna navodila, kaj moramo danes storiti, da bomo dovolj dobri. Zanimivo je, ko se pogovarjam z ljudmi, da večkrat odnos z Bogom smatrajo kot nekaj duhovnega, nekaj oddaljenega, nekaj, kar je tam zgoraj, kar je ločenega od tu, zemeljskega. Medtem, ko odnose drug z drugimi tolmačimo kot tukajšnje, tu zemeljske. Veste, v resnici pa temu sploh ni tako. Odnos z Bogom je pravzaprav še eden izmed množice odnosov, ki jih imamo. Odnos z Bogom in z bližnjim gresta z roko v roki. Oboje je tu prisotno. Oboje se dogaja v zemeljskem in v duhovnem. Če se bomo naučili pred stvarnikom, ki je oče nas vseh, biti dovolj dobri, če bomo pravilno razumeli ta odnos, potem bo to odsevalo tudi naš odnos z bližnjimi tu na zemlji. Če imamo slučajno eno fotografijo pripravljeno, ki kaže na odsev, potem vam lahko povem, če ste kdaj gledali gore, ki se odsvitajo v jezeru. Ker je gora mirna, je tudi njen odsev v jezeru miren. Torej, če je odnos z Bogom miren in ni razburkan, potem tudi naši medsebojni odnosi odsevajo to isto mirnost. Sedaj pa si poglejmo prebrane vrstice in se najprej naučimo, česa ne smemo delati, da bi bili dovolj dobri. V prvem stavku smo prebrali, s čim naj stopim pred Gospoda, se priklonim Bogu višave. Ko preberemo to vrstico, ta odlomek, se nam zdi, kot da smo se znašli pred sodiščem, kjer se zagovarjamo kot krivi pred Bogom in si skušamo kupiti njegovo pozornost. Predvsem je v tem vprašanju prepoznati občutek krivde, ki je tako zelo močan. S čim naj stopim pred Boga? S čim naj se mu priklonim? Z drugimi besedami, kaj naj naredim, da bom za Boga dovolj dober? Kaj naj naredim, da bom Bogu všečen, da se bo Bog ozrl name? Kaj naj naredim, da si kupim njegovo pozornost, da bo Bog uslišal mojo molitev? Poznamo te občutke? Ko imamo vtis, da smo sami prazni, da nismo dovolj dobri, da bi dobili to ali ono delovno mesto, da nismo dovolj dobri, da bi bili s tem ali z drugim partnerjem, da nismo dovolj dobri, da bi nas neka tretja oseba pogledala, kaj šele z nami vzpostavila očesni stik, da nismo dovolj dobri, da znamo vzgojiti svoje otroke. In potem se nam za nameček zgodijo še težke, nepredvidljive situacije, ko si rečemo, pa dobro, s čim naj stopim pred Boga, da me bo vendarle slišal.
Potem pa sledijo naši neuspeli poskusi reševanja problema biti dovolj dober. Kaj smo prebrali? Najprej poskušamo s kvaliteto, potem sledi kvantiteta. Prvi način reševanja vključuje iskanje nekih kvalitetnih rešitev v obliki, kot smo prebrali, žgalnih daritev, oziroma, če bi prevedli v današnji čas, del, s katerimi se hočemo dokazati Bogu, da smo dovolj dobri. Prebrali smo, naj stopim preden, torej pred Boga, žgalnimi daritvami z enoletnimi teleti. Kaj to pomeni in odkot ta ideja? Veste, Judje so zelo dobro poznali Toro, Mojzesovo postavo, in v 3. Mojzesovi 9.3 beremo, imamo precej natančna navodila, kako morajo vzeti kozla za daritev za greh, tele, jagnje, obe enoletni neoporečni živali za žgalno daritev in tako dalje. Torej, kaj skušajo ljudje v prebranem odlomku storiti? Najprej poskušajo Bogu darovati tiste najbolj običajne daritve in žrtve, ki so jih Judje darovali, kadar so se želeli odkupiti od svojih grehov. Enoletna teleta so namreč predstavljala najbolj kvalitetno možno daritev. Kaj pa danes? Kakšne kvalitetne načine darovanja dajemo Bogu, ker mu želimo ugajati in ker želimo biti dovolj dobri? Mogoče razmišljamo, da se nas bo Bog usmilil, če bomo hodili v cerkev, če bomo pravilno molili, če bomo dovolj časa brali Sveto pismo, če se bomo primerno postili, če bomo mi sami od sebe delali dobra dela. Zelo lepo se sliši, ampak zelo zanimivo pri tem je, da pravzaprav sebe postavljamo v ospredje in naivno mislimo, da bomo s svojimi dobrimi deli dosegli Božji odziv. Takšno navidezno samožrtvovanje ne le da krepi, ampak tudi lažno napihuje naš občutek samopravičnosti pred Bogom. Ko se veselimo, se tolčemo po prsih in rečemo, poglejte, kaj smo naredili, poglejte stvari, od katerih smo se vzdržali. Potem pa človek, ker seveda meni, da ni dovolj dober, to svojo težavo rešuje s kvantiteto, s številčnostjo in zmotno misli, da če bo pretirano kazal svoje mišice, seveda duhovne, svojo pripravljenost, potem se ga bo pa Bog zagotovo usmilil. In kot tukaj beremo, se sprašuje, mar se bo Gospod veselil 1000 ovnov, 10 000 potokov olja. Vidite to pretiravanje, to nemogočo številko. Če se spomnite, zakaj je omenjen ravno oven, potem imamo zgodbo v Stari zavezi o Abrahamu, ki bi naj žrtvoval svojega sina. Potem pa pravi v 1. Mojzesovi, da je Abraham povzdignil oči in glej, za njim je bil oven, ki se je z rogovi zapletel v grmovje in ta oven postane nadomestna žrtev za njegovega sina. Torej gre za sliko, ki napoveduje prihod Kristusa. Tukaj v tem našem odlomku pa vidimo, da gre za količinsko pretiravanje. 1000 ovnov, 10 000 potokov olja, torej 1000 primernih, najbolj primernih, najboljših daritev. Veste, oven se je v judovski kulturi vedno uporabljal kot nadomestek za krivdo, s katero so skušali poravnati svoje grehe, ki so jih namerno počeli. Olje pa je olivno olje, ki je bilo v tistih časih zelo drago. Predstavljajte si 10 000 potokov olivnega olja. Kdo bi to mogel stisniti? Kdo bi mogel stisniti takšno veliko število oliv? Pravzaprav bi človek najverjetneje v tistih časih bankrotiral, če bi se šel takšne enormne količine olja. Res pa je, da se je olje tedaj uporabljalo za žrtve kot izredno težko pridobljeno in dragoceno sredstvo. Seveda gre za simboliko. Kot da bi mi danes rekli, Bog, jaz se bom celo trpinčil, se stiskal, tako kot se stiska olje iz oliv, se žrtvoval, se spravil v kot, da bi si prislužil Bog tvoje usmiljenje. In ko tako človek sprašuje Boga, če se bo Bog veselil 1000 ovnov, 10 000 potokov olja, torej če se bo Bog veselil naše lastne samožrtve in samodarovanja, pravzaprav Boga postavljamo na zatožno klop. Kot da je Bog tako grozen tiran,
ki od nas zahteva nemogoče? Zdi se, kot da je Bog tako zelo zahteven, nemogoč oče v svojih zahtevah, da pred njim itak nimamo možnosti biti dovolj dobri. Kaj je sodobna prispodoba za olje in ovne? Veste, danes si človek z denarjem skuša kupiti Božjo naklonjenost. Kolikokrat skušamo z denarjem, z materialnimi stvarmi kupiti naklonjenost nekoga, da bi nas opazil? Morda porabimo gore denarja za lepotne operacije, da bi nas nekdo opazil. Morda porabimo gore denarja za to, da bi si ustvarili ugled in spoštovanje, da bi nas vendarle nekdo opazil, da bi bili dovolj dobri. Morda mislimo, da če bomo pa pravilno molili, potem nas bo pa Bog gotovo uslišal. In seveda, ko se tudi to ne izide, sledi klic obupa, ko človek ugotovi, da njegove žrtve, ne glede na to, kako kvantitetne ali kvalitetne so, itak niso dovolj dobre. In sledi vprašanje, naj mu svojega prvorojenca darujem zaradi svoje pregrehe, sad svojega telesa za greh svoje duše? Na tem mestu moramo razumeti kontekst dane kulture. Veste, v tistih časih so okoliški narodi žrtvovali svoje otroke mrtvim bogovom. V judovskem moralnem kodeksu je bilo seveda to strogo prepovedano, ni pa bilo sporno darovanje prvencev od poljščin, drobnice, živali. Torej, ko človek tako močno pretirava, da Boga sprašuje, če naj daruje svojega sina, svojega prvorojenca, tukaj pravzaprav vidimo precejšen človekov napuh, ko vendarle vemo, da je Bog priskrbel idealno, popolno žrtev svojega edinorojenega sina. Kako nespameten je človek, da pravzaprav Boga izziva in ga sprašuje, ali naj sam daruje svojega prvenca. Torej, če to prevedemo v današnji sodobni svet, morda mislimo, da imamo to moč, da odrešimo sami sebe, ali pa, da bomo dovolj dobri, če bomo kopirali Boga, ki je itak svet, ali pa, da bomo dovolj dobri, če bomo imeli takšne karakteristike, kot je Bog, se pravi, da bomo pravzaprav mini bogovi ali pa nadljudje. A je to sploh možno? Ali Bog res to zahteva od nas? In dokler človek v prebranih vrsticah govori o sebi, kaj lahko sam s svojo močjo naredi in je uporabljena ednina, potem lahko vidimo, da v drugih vrsticah, torej v 8. vrstici vidimo, da se prvič oglasi Bog, ki pravi, da obstaja enostavno pravilo glede tega, da sem dovolj dober. Prebrali smo namreč, oznanil ti je, o človek, kaj je dobro, kaj Gospod hoče od tebe. Nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš dobrohotnost in ponižno hodiš s svojim Bogom. Kaj pa to pomeni? To je seveda biblični jezik, veliko metafor. Poskusimo to razložiti čim bolj plastično in praktično. Veste, Bog od nas ne zahteva zunanjih ritualov, zunanje pobožnosti, verskega moraliziranja in buržoazijskega farizejstva. Če beremo evangelije, potem boste videli, da so evangeliji polni debat med Jezusom in farizeji, ki menijo, da lahko z navidezno svetostjo, kritiziranjem drugih in moraliziranjem pred Bogom sebe predstavijo kot dovolj dobri. Včasih ljudje mislimo, da bomo dovolj dobri, če se bomo držali postave, verskih pravil, verskih dogem, če bomo živeli sveto in posvečeno življenje, če se bomo ob tem seveda primerjali z drugimi, misleč, da smo edini pravi kristjani, da edini pravilno verujemo in da je naš izraz vere edini pravilen. Draga sestra, dragi brat, ali se ti danes počutiš dovolj vrednega, da se imenuješ Božji otrok? Oziroma, naj te vprašam še drugače, kako veš, da si dovolj dober? Za Boga, za druge in končno tudi zase? Odgovor je relativno enostaven. Že takoj pravi besedilo, da ni nič drugega. Torej, nič kaj posebnega, nič kaj nenavadnega, težko dosegljivega, nič kaj zahtevnega ali pretiranega, kot le 3 stvari, da ravnamo pravično, da ljubimo dobrohotno in da ponižno hodimo s svojim Bogom. Pa si poglejmo, kaj to pomeni. Kot prvo naj vam povem,
da se v vprašanju, ko pravi o človek, oznanil ti je o človek, kaj je dobro, v hebrejskem jeziku je namesto besedice človek napisano Adam. Torej, o Adam, oznanil ti je o Adam, kaj je dobro. Zakaj je besedica Adam? Ker se to nanaša na univerzalnost človeštva, torej na čisto vsakega, kadarkoli živečega človeka. Torej, o Adam, o človek, oznanil sem ti, kaj je dobro. Če se spomnite, ko je Bog ustvarjal, beremo v prvi Mojzesovi knjigi, da reče in bilo je dobro. In sedaj spet, o človek, oznanil sem ti, da veš, kaj je dobro. Torej, za Boga dovolj dobro. Zapis, da naj človek ravna pravično, ljubi dobrohotnost in ponižno hodi svojim Bogom, predstavlja vrh preroškega sporočila prerokov 8. stoletja pred Kristusom. To so bili Mihej, Amos, Ozej in Izaija. Si predstavljate, kako star je ta zapis, pa kako resničen je, kot bomo videli danes. Veste, osnovni človekov problem od samega začetka je njegova nezmožnost razlikovanja med dobrim in zlim. Človek torej lahko prinaša žrtve, lahko se drži zakona, vendar gre zgolj za formalno religioznost, medtem ko srce ostane trdo, nespremenjeno in se še vedno počuti, kot da ni dovolj dobro. Če pogledamo glagole, ki se nahajajo v tem navodilu, potem najdemo 3 pomembne: ravnati ali delati, ljubiti in hoditi. In ti glagoli so povezani s 3 pomembnimi sintagmami, to pa so pravičnost, milost in ponižnost. Torej, delati pravično, ljubiti milostno in hoditi ponižno. Vse te 3 zahteve v sebi nosijo določene vrednosti, to pa so delovanje, stanje in proces. Delovanje, torej pravičnost, je povezana z ljubeznijo, torej milostjo. Eno in drugo pa predstavlja trajni proces, ki se kaže kot hoja z Bogom. Kaj torej pomeni ravnati pravično? Ravnati pravično se ne nanaša na pravico, niti se ne nanaša na našo samopravičnost, na naše poskuse, da se obnašamo pravičniško, da izpolnjujemo moralne zakone in postavo ali red, ampak se nanaša na to, da smo pravični in pošteni drug do drugega, ne glede na to, iz kakšnega okolja, kulture ali ozadja prihajamo. Ravnati pravično pomeni, da imamo pravične odnose z Bogom in z drugimi. Pravičnost se torej ne nanaša na nas same, ampak na naše odnose z drugimi, na naše pravilno vedenje v socialnih odnosih. Pri tem gre pravzaprav za vprašanje socialne pravičnosti. Pravično ravnanje predstavlja enakopravnost vsem tistim, ki so nemočni, ki potrebujejo obnovo svojih življenj, ki so zlomljeni, nedolžni, preganjani. Ali se ravnamo tako do drugih? Bog nam v Svetem pismu daje številne primere, kako je potrebno ravnati pravično, ko se ozira na uboge, pa na vdove, pa na sirote, tujce, drugače misleče, begunce, lačne, nage, zlomljene v duhu. Veste, pravičnost je povezana z jezikom odrešenja in osvobojenja. To je naše poslanstvo. Bog nas kliče k socialni odgovornosti, kajti vsak od nas, vsak posameznik predstavlja odsev v tej družbi. Veste, v času, ko je prerok Mihej pisal to svoje sporočilo, je bilo res, da čas judovske renesanse. Vendar, če natančno pogledamo kontekst, potem lahko vidimo, da je takratna družba šla čez hudo zlomljenost medosebnih odnosov, ki se je kazala v nasilnih posegih in opresijo nad šibkimi, nemočnimi členi judovske kulture. Recimo v Miheju 2 vidimo, ko opisuje posilstvo otrok, pa potem v Miheju 6 koruptivne poslovne prakse, nasilne umore nedolžnih, pa tempelsko prostitucijo. In če to sedaj prenesemo na današnji čas, potem lahko zelo hitro vidimo, da se podobno dogaja tudi danes. Koliko zlomljenih odnosov in ljudi, ki se nahajajo na obrobju družbe, tistih, ki so žrtve nepravičnosti, ravnanja drugih, imamo med sabo. Če vsak od nas dela pravično, torej socialno odgovorno, da stremimo k temu,
da se oziramo na potlačene, šibke, potem, dragi moji, smo za Boga dovolj dobri. To je dovolj dober kriterij, ki ga moramo dosegati. Torej, če se oziramo na bližnje, če z njimi postopamo pravično, če znamo zaščititi tiste, ki potrebujejo pomoč, potem nam Bog pravi, da smo zanj dovolj dobri. Drugi kriterij je, da ljubimo dobrohotno. Kaj to pomeni? To pomeni, da ljubimo z milostjo in z usmiljenjem. Lahko držimo v rokah cel svet, lahko darujemo sebe, lahko darujemo žrtve, se razdajamo, smo primer najbolj svetih v družbi, pa je vse to zaman, če je naše delovanje brez ljubezni. Kaj pravi apostol Pavel glede tega, ko preden začne pisati o tem, kaj je ljubezen, piše še tole. Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa ne bi imel, mi nič ne koristi. Ljubiti dobrohotno pomeni negovati milost, ki smo jo prejeli od Boga. Ljubiti milostno ali dobrohotno se nanaša na to, da se v odnosu z Bogom in z drugimi ravnamo skladno s svojimi pravicami in dolžnostmi. Torej ustvarjamo vzajemne medsebojne odnose, ki so recipročni, iskreni, prijateljski, bratski, zvesti, ljubeči. Ljubiti dobrosrčno pomeni ljubiti zvesto in milostno. To pomeni, da v drugih iščem dobro, da nisem zagrenjen, poln kriticizma, samopravičnosti in svetosti, pač pa da odpuščam. Ljubiti dobrohotno in milostno se nanaša na vsak človeški odnos, ki ga imamo. Odnos med partnerjema, možem, ženo, staršem, otrokom, prijateljem, sodelavcem, med dvema strankama in končno tudi med dvema sovražnikoma. Ta drugi kriterij je neobhodno povezan s prvim, saj gresta milost in pravičnost z roko v roki. Ljubiti dobrohotno pomeni, da je naše srce izpolnjeno z ljubeznijo, da smo usmiljeni in velikodušni. Usmiljenje ne pomeni, da smo hinavci, da nismo iskreni, da si ne upamo povedati svojega mnenja, da tlačimo sami sebe, da ne ohranjamo svojih lastnih meja, ki jih seveda potrebujemo, zato da nas drugi ne prizadanejo. Krščanstvo ni idealizem, krščanstvo je zelo realno. Ljubiti dobrohotno in milostno ne pomeni, da ne postaviš meje, da ne zaščitiš samega sebe, da ne poveš svojega mnenja. Biti usmiljen pomeni, da si zmožen resnico povedati v ljubezni, da sebe vidiš v pravi luči, da znaš sprejeti kritiko in da znaš kritiko podati na primeren način. To je empatija. Vsak človek je na nek način dolžnik Bogu, saj je Bog usmiljen do nas. Ljubiti dobrohotno se nanaša na empatijo. Draga sestra, dragi brat, če si usmiljen do drugih, če te usmiljenje in empatija, ki jo nosiš v sebi, silita v to, da se ozreš navzven na potrebe drugih, da začutiš tiste, ki so v stiski, da ukrepaš in jim stojiš ob strani, tako, kakor zmoreš, ko se borijo s svojimi bolečinami, potem si za Boga dovolj dober. Bog ne zahteva nič kaj drugega kot to, da si empatičen skladno s svojimi zmožnostmi. Če naše srce zlomi bolečina drugih, potem smo za Boga dovolj dobri. Če drugim služimo iz svobode in ljubezni, potem smo za Boga dovolj dobri. To pomeni, da svoje otroke ljubimo iz svobode in usmiljenja. To pomeni, da drugega ljubimo, podpiramo, si pomagamo, se opravičimo in gradimo socialno varno okolje. Gradimo cerkev, ki je odprta za vse ljudi. Torej nismo formalistični individuumi, ki bi navzven delovali oholo in bi na druge ljudi gledali zviška. Prvi dve stvari, delati pravično in ljubiti milostno, pa lahko zelo enostavno povežemo z največjo zapovedjo, ki jo najdemo v Svetem pismu. In je bila izrečena mnogo stoletij kasneje,
kot zapis, ki smo ga prebrali v knjigi preroka Miheja. Ta pa pravi: ljubi Boga in bližnjega, kakor samega sebe. Če torej ljubimo Boga in bližnjega, kakor samega sebe, potem smo za Boga dovolj dobri. In tretja, zadnja stvar pravi, še ena zahteva ali kriterije, da ponižno hodimo svojim Bogom. Kaj to pomeni? To pomeni, da se ne spoštuješ, da si ponižen, da drugi hodijo po tebi, da Bog hodi po tebi. To pomeni, da to Božje navodilo, da ljubimo Boga in bližnjega, dejansko živimo, saj hoja v Svetem pismu metaforično predstavlja naše življenje kot potovanje. Ponižna hoja je pravzaprav simbol življenja, ki je ponižno, kar pomeni, da pozornost usmerja na druge, ne samo nase. Ponižna hoja z Bogom pa pomeni, da sledimo Božji volji, kar pa je, da razumemo, da smo od Boga odvisni, da ga potrebujemo in da brez njega pravzaprav ne moremo doseči niti pravičnosti, niti milosti, saj nujno potrebujemo njegovo pomoč. Ponižna hoja s svojim Bogom predstavlja zavezo med Bogom in človekom, kot pravi sam Bog v Jeremiji: vi boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog. Gre za zavezo, gre za odnos. Če si danes žejen Božje ljubezni, če se ti zdi, da nisi dovolj dober, da karkoli narediš ne zadošča, potem zate velja tole iz Izaije 55:1, kjer pravi: o vsi, ki ste žejni, pridite k vodi. O vsi, ki se ne počutite dovolj dobre, pridite k izviru dobrote. O vsi, ki se počutite nemočne, pridite k tistemu, ki je izvir moči, to je Kristus. In če v svojem potovanju skozi življenje ugotovimo, da potrebujemo Boga, potem pravzaprav priznamo, da smo od njega odvisni. To ne pomeni, da bomo dovolili, da bodo drugi hodili po nas, da ne bomo znali postaviti meje, ampak se bomo ob tem še nekaj ključnega naučili, namreč ljubiti in spoštovati sebe. Pravičnost, ljubezen in milost ter ponižnost niso samo moralni imperativi, ampak so smerokazi, ki nas vodijo globjemu duhovnemu življenju in skupnosti z Bogom. Krščansko življenje torej ni samo stvar pravilnega obnašanja, pravilnega vedenja, ampak je stvar globoke notranje preobrazbe. Zaključujem z mislijo misleca Kierkegaarda, ki pravi takole: ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega so dvojna vrata, ki se v istem trenutku odpirajo. Nemogoče je odpreti ena, ne da bi se hkrati odprla tudi druga. Nemogoče je zapreti druga, ne da bi se hkrati zaprla tudi prva. Morda se to sliši utopično, vendar v 1. Janezu 4:20 jasno beremo: če kdo pravi, ljubim Boga, pa sovraži svojega brata, je lažnivec. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, katerega ni videl. Po drugi strani pa je brez Boga nemogoče ljubiti bližnjega in pravzaprav še bolj nemogoče ljubiti sovražnika ali tistega, ki nas je prizadel. Bog je namreč izvor in vrhunec človeških odnosov. Po ljubezni smo podobni Bogu, saj je Bog iz ljubezni ustvaril svet, po svoji podobi je ustvaril človeka, ki sedaj to ljubezen živi v odnosu z bližnjimi. Kdaj bomo ljudje dojeli, da smo dovolj dobri? Mogoče so vam življenjske izkušnje naložile to pokoro, da imate občutek, da niste dovolj dobri. Morda to izhaja iz vaše neustrezne vzgoje. Morda pa so samo življenjske izkušnje pripeljale vas do te točke, da se sedaj počutite, kot da niste dovolj dobri. Toda Božji kriteriji so zelo jasno dosegljivi. Delajmo pravično. Naj nam bo mar za tiste, ki so na robu družbe. Ljubimo dobrohotno, torej ljubimo z empatijo, z usmiljenjem in končno hodimo z Bogom ponižno. Zavedajmo se, da smo odvisni od Boga. Bog nam danes ne naroča, da bomo dovolj dobri, če se bomo držali popisa zahtevnih kriterijev, nepopustljivih pravil,
ki skušajo človeka spraviti v kalupe in ga oropati njegove svobode. V resnici gre za čisto drugo stvar. Dovolj dobri smo, če razumemo moralno obvezo, ki pa je, da ljubimo drugega in Boga kakor samega sebe. Bog je tako zelo praktičen. Kaj ne bi moglo biti bolj praktično kot to, da ljubiš tistega, ki ti je enak, torej človeka zraven sebe, z vsemi napakami in pomanjkljivostmi, kot si tudi ti sam? Se še vedno sprašuješ, če si dovolj dober, če ustrezaš kriterijem? Potem pomisli, če vemo, da imamo v nebesih očeta, ki nas nikoli ne zapušča, in če vemo, da niti drugi, niti sebim ne delamo zlo, potem smo za Boga dovolj dobri. Današnja pridiga nas poziva k temu, da razumemo, da odnos z Bogom ni samo eden izmed mnogih odnosov, pač pa je najgloblji, najpomembnejši odnos, ki izpolnjuje naše temeljne potrebe. To pa so potrebe človekove duše, ki hrpenijo po ljubezni, po smislu, po identiteti. Cerkveni oče Avguštin je to zelo lepo zapisal, ko je rekel: nemirno je naše srce, naša duša, dokler se ne umiri v tebi. Amen. Molimo. Dobri Bog, hvala ti, ker si z nami, ker nas vodiš na naših poteh življenja. Hvala ti, ker smemo ponižno hoditi s tabo. Hvala ti, ker nam ti kažeš usmiljenje in empatijo, ker ti ozdravljaš potrte, zlomljene, tiste, ki so nemočni. Pomagaj nam, da bomo počutili sami sebe v odnosu s tabo kot dovolj dobri. Podari nam nov začetek, daj nam upanje. Hvala ti, ker si na naši strani. Amen. In Božji mir, ki presega ves človeški razum, naj čuva vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. In zaključna pesem pravi: pridi tak, kot si. Za Boga, draga sestra, dragi brat, si gotovo dovolj dober.
Povemo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nate in ti podeli mir. Amen. Ja.